Prehajamo na drugo točko, predlog sklepa o podelitvi priznanj občine Kamnik v letu 2022. Predlog sklepa ste članice in člani sveta prejeli po elektronski pošti, predlagatelj Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, poročevalka pa gospa Ivanka Očakar, izvolite. Hvala za besedo, gospod župan. V obravnavo in sprejem komisija daje takle sklep. Občinski svet občine Kamnik sprejme sklep o podelitvi priznanj občine Kamnik v letu 2022. Obrazložitev se glasi pa takole. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je obravnavala predloge, ki so prispeli na javni poziv k predložitvi predlogov za podelitev priznanj občine Kamnik za leto 2022 in predlaga občinskemu svetu, da v letu 2022 podeli naziv častne občanke in častnega občana, 2 zlati, 2 srebrni in 3 bronasta priznanja občine Kamnik. Potem pa še na kratko povzemam gradivo, ki ste ga prejeli za sejo. Občinski svet občine Kamnik podeljuje dr. Marjeti Humar naziv častna občanka občine Kamnik za odločilen prispevek k demokratizaciji na Kamniškem ter ohranjanje spominov na obdobje osamosvajanja Slovenije, za spodbujanje narodne zavesti in utrjevanje domoljubja, spodbujanje raziskovanja zgodovine in sedanjosti ter naravnih danosti kamniške občine, posebej zvezki Kamniškega zbornika, za delovanje na področju kulture ter za življenjsko delo na področju slovaropisja in jezikoslovja. Občinski svet podeljuje Antonu Tonetu Smolnikarju naziv častni občan občine Kamnik za življenjsko delo na področju novinarstva, poročanja o kamniških uspehih, za zagon kamniške lokalne samouprave in 4 mandate županovanja. Občinski svet podeljuje Dušku Papežu zlato priznanje občine Kamnik za izjemno delo na področju športa, podjetništva in donatorstva ter delo v občinskih organih. Bojanu Polaku zlato priznanje občine Kamnik za uspehe na področju alpinizma. Mihaelu Babniku srebrno priznanje za doprinos k turistični in kulturni prepoznavnosti občine ter stalno pripravljenost za predajanje znanja. Tomažu Plahutniku srebrno priznanje za ugleden poustvarjalni opus, ki povezuje tradicijo z vrhunsko umetniško kakovostjo in za vzoren pedagoški prispevek k ohranjanju in strokovnemu razvoju ciprarstva. Janezu Golobu bronasto priznanje občine Kamnik za vsestransko udejstvovanje v krajevni skupnosti, Martinu Gorencu bronasto priznanje v zahvalo za dosedanje družbeno, kulturno in humanitarno delo ter spodbudo za naprej, kot tudi za vzor mnogim. In Darinki Slanovec bronasto priznanje občine Kamnik za dolgoletno neutrudno delovanje na različnih področjih, zlasti na literarnem. Hvala. Hvala. Odpiram razpravo svetniške skupine. Svetnice, besedo ima Aleksander Uršič. Ja, hvala za besedo. Se opravičujem, sem bil malo pozen. V imenu svetniške skupine Lista Sandija Uršiča bom v bistvu delil naše stališče. Vsi ostali so se strinjali z mano, ko sem povzel moje občutke, ko sem prebiral gradivo, katerega sem dobil kot član komisije. Od začetka me vse skupaj spominjalo na v bistvu aktualno olimpijsko obdobje, ker sem občutek, da grejo vsi po zlato. Potem je vmes se iz tega apetitov prevesilo vse skupaj na politiko, za piko na i je bil pa pol na koncu paket predlogov stranke NSI, pod katere se je podpisal predsednik občinskega odbora Matej Slapar. In takrat sem si rekel, zdaj je pa dokončno uspeljem spolitizirati občinska priznanja. In moram reči, da sem bil v bistvu zadovoljen, ker to moje presenečenje pa razočaranje so tudi vsi ostali delili z mano v naši listi. In zato bom ponovil to, kar sem tudi že na komisiji. Absolutno
so občinska priznanja v bistvu nekaj največ, kar lahko občan dobi. Ne. In res je, da ni prepovedano, da je predlagatelj politična stranka, politik, družinski član, najožji kolega in tako naprej. Ampak a moramo res vse prepovedati, da bomo pol vedeli, dokam nekje lahko seže ena higiena. Ne? In žal mi je, da v bistvu bomo deležni neke razprave o teh zadevah, da tudi na komisiji v bistvu nismo do zadeve tako daleč razčistili, da bi tukaj imeli predloge in zadeve ponosen požegnali in bili vsi ponosni. Ne? Ker ne predstavljam si, da bi 6 političnih strank, 7 svoj šopek predlogov dala v bistvu na komisijo in potem bi že na komisiji, pa verjetno že prej, kupčkali od koga, koliko in tako naprej, da bi dejansko se tako zadev lotili, ker bodimo iskreni, ne, za več ali manj za vsako priznanje, če izvzamemo tukaj častne občane, če nebe pogleda, v bistvu najde kandidata. Ne. Ker vemo, kje smo bronaste, lokalen nivo, pol malo širši in tako naprej. In če se mi aktivno lotimo tega, ker malo bolj poznamo občanke in občane, pa širšo krog, sigurno, če se politiki tega lotimo, lahko zbiramo kandidate. Ampak mi že ves čas, odkar smo tukaj potni, gledamo na to, da je to prepuščeno občankam in občanom. Tako da zaradi tega razloga in splošne zadeve, kar me je pa še dodatno razočaralo, da kot član komisije dobim šifrirane datoteke, message posebej z gesli in tako naprej, in da potem v kamniškem mediju lahko berem, koliko je bilo predlogov, se stvari, za katere ne morajo drugih vedeti kot komisija, je pa še eno dodatno razočaranje. Se pravi, zakaj neko varovanje podatkov in vse nekaj skrivamo, tudi danes primer prejšnja točka, če na koncu vidimo, da vse, pol ne vem, v kakšni želji v bistvu vse pride v javnost. Tako da zato se bomo ognili temu glasovanju v naši svetniški skupini in prepustili v bistvu glasovanje ostalim političnim akterjem. Hvala. Hvala, svetnici. Besedo ima Igor Žavbi. Ja, žalostno je spet, koliko nas je prijavljenih. Za začetek eno pojasnilo, gospod župan, vedno, kadar govorim kot svetnik, govorim v svojem imenu in izražam svoje osebno mnenje. Pri prejšnji točki sem ga in ga bom tudi pri tej točki. Strinjam se s tem, kar je Sandi povedal. Ne? To, da ste spolitizirali občinska priznanja, na to opozarjamo že nekaj časa. Vsako leto je ogromno NSI-jevih predlogov. Lani, če se ne motim, je priznanje dobila mama zdajšnjega VD direktorja Zavoda za turizem in šport, ali pa leto prej. Prijateljem, znancem, tistim, ki so člani vaše stranke, tega je veliko. Ampak pustimo to, o tem govorimo vsak. Tisto, kar pa mene letos zmotilo, je pa to, da podeljujemo priznanja članom občinskega sveta, članom komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, pa članici, ki je še vedno zelo aktivna v občinskem odboru Nove Slovenije. Gospod Smolnikar, župan, dolgoletni, kamniški, ne bom razpravljal o častnih in nečastnih dejanjih v preteklosti, ampak to, da podpišeš soglasje za priznanje častnega občana, medtem ko sediš v občinskem svetu in celo v komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. To, dragi moji, zame ni častno dejanje. In tukaj bom jaz absolutno glasoval proti. Že samo iz tega razloga, ostalih razlogov ne bom naštel. Isto težavo predvsem v papežu. Zlato priznanje občinsko, ki ga pošlješ v bistvu sam sebi, kot predsednik kluba,
daš sebi predlog za priznanje, za zlato priznanje, sediš v občinskem svetu in sediš v komisiji za mandatno vprašanje, volitve in imenovanje. Kam smo mi prišli? Ne mi reči, da to ni politično podeljevanje priznanj. Dragi moji, gradite si spomenike sami sebi. In že samo zaradi tega si teh priznanj ne zaslužite. Samo zaradi tega. In mislim, da je popolnoma več ta debata, lahko bi se ji enostavno ognali in ne bi dali predlogov ali pa ne bi podpisali soglasja. Ker to niso častna dejanja. Jaz osebno kaj takega ne bi mogel nikdar narediti. Saj bojo kmalu volitve, pa bi počakali en let, pa ne bi kandidirali za občinski svet, pa bi drugo leto verjetno dobili priznanje. Brez težav. Danes pa razpravljamo o takih banalnih stvareh. Tudi pri gospe Humar imam težavo zaradi tega, ker je še vedno vidna članica Nove Slovenije. Pa super sodelujejo v statutarno-pravni komisiji, ampak se mi ne zdi prav, ker priznanja, občinska priznanja so priznanja za civilno družbo in mi kot politiki, kot lokalni politiki nismo ta civilna družba. In že samo zato, če smo na tem mestu, pač ne bi smeli dovoliti, da se to dogaja. Kaj šele, da sami sebe predlagamo oziroma si dajemo. Tudi zaposleni na loteriji ne smejo lota igrati. Ne? Meni je to res, tukaj gre pa pač stvar predaleč. No? In tega jaz osebno ne morem. Moj predlog je, gospod župan, moj predlog je, da glasujemo o vsakem priznanju posebej, ker se mi ne zdi prav, da ostale prejemnike priznanj, gospoda Babnika, pa in vse ostale, no, da ne bom po imenih, ker nimam seznama, dajemo v isti koš, ker niso nič krivi, ker so res veliko naredili za Kamnik, ker ga promovirajo. Mi kot politiki se moramo pa tega ogniti. No. Da imamo toliko samo kritike in ne vem, saj nimam besed, da se ne bom ponavljal, prosim, predlagam, da glasujemo o vsakem priznanju ločeno, da mi ne bo treba glasovati za cel komplet z besedo. Zdaj, preden se nadaljuje razprava, bi samo nekaj poudaril, da ne zavajate. Jaz mislim, da so tudi politiki ljudje, ki so marsikakšen za marsikaj zaslužen in marsikakšen cel svoj življenje oziroma dosti svojega življenja dal za Kamnik. In komisija za volitve, za mandatno vprašanje volitve in imenovanje je podala svoj predlog in ta predlog je danes v obravnavi. Politične stranke so tako kot drugi predstavniki civilne družbe imeli ves čas možnost predlagati in odkar jaz spomnim, od leta 2006 so politične stranke predlagale predloge. In tudi tokrat. In jaz ne vem, nismo v enopartijskem sistemu, da bi pač povedali, kdo lahko predlaga in kdo ne. Noben ni predlagal sam sebe, tako je bilo rečeno, je pa član društva, katerega Duško zelo uspešno vodi, predlagali Dušana Papeža, ki je več kot zaslužen za to, da dobi občinsko priznanje, čeprav je tokrat v občinskem svetu. Ker je spoštovanjem do vseh tukaj udeleženih naredil ogromno za mlade, za športnike, za gorske teke, za promocijo Kamnika, ne samo v Sloveniji, ampak širom sveta. In mama zdajšnjega VD-ja ZTŠ je bila predlagana s strani sodelavke in predlagana je bila zato, ker ogromno naredi za podružnično šolo, ker ogromno naredi za to, da mladi razvijajo svoje talente v igralstvu, v dramskih skupinah, ker je naredila ogromno za lokalno okolje. In zato je tudi v preteklih letih, mislim, da lansko leto dobila priznanje. In jaz bi res prosil, da pač, če niste dali drugih predlogov, pač govorite o tem predlogu in da dejansko pač z odgovornostjo do dela in življenja vseh teh, ki so predlagani, ki so pustili pečat na področju Kamnika, vsi, eden z drugim, čeprav so kakšni tudi politiki, pač se o teh stvarih pogovorimo. Besedo ima Alenka Jevšnik.
Repliko sem zahteval, župan. Replika Igor Žavbi. Ne govoriti, kdo zavaja. Ne? Zdaj ste vi zavajali, ko ste obračali moje besede. Tisto, kar sem jaz izpostavil, kaj je problem? Problem je to, da so za priznanja predlagani ljudje, ki sedijo v komisiji, ki odloča o predlogu teh odlikovanj in ki sedijo v občinskem svetu, ki na koncu odloča o odlikovanjih in priznanjih. In to pomeni, da sami sebi dajo priznanja. Ne glede na to, ali se bodo danes izločili ali se ne bodo izločili iz glasovanja, se meni osebno to ne zdi prav in povedal sem dejstva in nikogar nisem zavajal. Ne vem, gospod župan, kje ste tukaj videl zavajanje. Zavajali ste, ko ste rekel, da so oni sebe predlagali, ker se niso, nobeden, in zavajali ste, ko ste rekel, da so odločili tam vse, ker so se izločili v komisiji. Tako da besedo ima gospa Alenka Ivan. Hvala za besedo. No, jaz se tukaj v polemiki ne bom spuščala. Moram pa reči, da sem nekaterih imen na tej listi zelo vesela, od Tomaža do Mihe in ostalih moram reči, da niti ne poznam to zelo. Moram se pa tukaj na tem mestu strinjati, da je čas včasih dobro kakšno stvar počakati. Ne? Se strinjam z vami, župan, glede Dušana, z veseljem bi drugo leto jaz pisala obrazložitev sam, ko in kot je poudaril Igor, zdaj večkrat, ne, problem tukaj nastane natanko v tem, ker so člani občinskega sveta, člani komisije za volitve in imenovanja, tako da jaz tazga predloga žal ne morem sprejeti. Hvala. Hvala, beseda ima Žan Potočnik. Ja, lepo pozdravljeni tudi z moje strani, drage kolegice, kolege, kaj ne rečem, dobrodošli v seriji, saj ni res pa je. Jaz bom tako rekel, z vidika higiene bom rekel, so mi določeni predlogi sporni, proti nikomur nimam nič osebno, spoštujem dosedanje delo, ampak, dragi moji, nekaj higiene pa mora biti. Da se kot občinski svetnik in kot član komisije za volitve imenovanja, bom rekel, skoraj sam zase glasuješ, pa seveda se itak vzdržiš, meni je to zelo sporno. Tako da, poglejte, župan, sporna je higiena. Imamo ogromno angažiranih ljudi, ki so marsikaj v Kamniku naredili, pa mogoče tudi med temi priznanji bil kakšen izpuščen. In bom rekel tako, ne, gospod Smolnikar, sva še rojena na isti dan, samo nekaj let je razlike, nekaj več let je razlike, no, ga popolnoma spoštujem, ampak tisti razvoj lokalne samouprave, gospod Smolnikar je bil za to 16 let plačan, ne, pa ga izredno spoštujem, veliko je naredil, sem bil še mulček, ko smo skupaj kakšen most odprli v Strajnah ali pa Pločnik in res, z vidika higiene, poslušajte, saj kakšno leto, ko gospod ne bi bil več svetnik in pa papež Duško isto, bi jih predlagal in bi tudi podpisal, ne pa zdaj v tem mandatu, ko sta svetnika in še v kvijasu. Lepo vas prosim, no to je meni z vidika mladega svetnika, ravno zaradi tega se ti politika upre, no. To mi je popolnoma nehigienično. Tako da predlagam, tako kot Igor, no, da se od teh priznanjih, ravno zaradi tega, da ne bi kakšnega dobrega predloga oziroma higieničnega predloga zavrnil, predlagam, da se glasuje, bom rekel, za vsak predlog posebej. In žal mi je tudi, da lista Sandija Uršiča ne prevzame odgovornosti in da ne rečete, da ste proti, ne, ker če ne podpirate takih dejanj, potem ste proti, ne, če se vzdržimo, nič ne naredimo, ker ve se, kakšna je večina, kdo je koalicija ali opozicija, pa ne bom zdaj to formalno ali neformalno, kakorkoli se ve, tako da prosim, dajmo biti transparentni in povejmo svoje mnenje jasno in glasno. Jaz še enkrat povem, nič nimam proti nikomur, ampak higiena tu je najbolj sporna, dragi moji. Jaz bi tudi mogoče imel kakšno vprašanje, ampak definitivno ne bi podpisal priznanje oziroma predlog za priznanje v času, ko sem svetnik. Že jaz osebno ne. Hvala. Torej, politiki ne smejo dobiti priznanja. Besedo ima replika Sandi Uršič. Ja, hvala. Meni je pa sam žal, da toliko mlad človek kot je Žan toliko obremenjuje z drugimi, ker opažam tudi na spletu to. Mislim, da smo
vsak za sebe in vsak za sebe odgovoren za svoje dejanja, tako da dajmo ta prvi vsak pred svojim pragom pometati pol pa drugi. Replika na repliko, pa mislim, da ne gre. Replike na repliko ni. Beseda ima Karla Urh. No, je čisto kratko nekako oglasila, vse lepo pozdravljam. Jaz bi mogoče rekla samo to sporočilo našim občanom Kamnika in širše, bo ob tej potrditvi, če bo šlo kar tako ad hoc, vse po strani in počez, zelo nazorno. Kajti zdaj smo začeli podeljevati priznanja sami sebi v občinskem svetu. Ne bom se spuščala na nobeno ime, vendar res predlagam, ker vam moram povedati, da sem bila res na veliko občinskih priredittvah v času 2 leti nazaj in takih miškulanj se pojavlja zdaj žal v našem kviazu in pa v predlogih priznanja še ni, ampak res ne, ker nehigienično dejansko se pridružujem mnenju predhodnikov, kakorkoli že, no, tudi če si pogledate obrazložitve ob priznanjih, pa ne bom rekla za nobeno ime. A veste, kje so zdaj tukaj teže ljudi, ki delajo za skupnost, za širši družbeni interes, za humanitarnost, za prostovoljstvo, za ljudi in ne, da to opravljajo poklicno 4 mandate v službi in ne, da mogoče, veste, vsak človek se ima napake, pa greši, pa tako naprej, vendar iz tega ne morem iz tega ven, no. Ta kalup nas je zdaj nekje obdal in ni prav, meni se to ne zdi prav, da v bistvu se izogibamo pogumu reči, ja, tako ne more biti. Dejansko ni prav, kajti sporočilo našim ljudem v občini Kamnik je zelo negativno, 100%. A veste, tudi že prej smo imeli take težave, ko je žena predlagala moža ali pa kolegico in tako naprej. Ja, žal, za vsak pač ne more dobiti občinskega priznanja, pa naj bo to. A veste, srebrno, bronasto ali zlato in sem prepričana tudi, da to recimo v tem sestavu zdaj, ker nisem gledala in nimam vpogleda in si ga tudi nisem hotela vzeti, da nismo postopno podeljevali najprej bronasto, potem srebrno in potem zlato. Da ne govorim o priznanjih za častne občane. A veste, persona začasnega občana mora biti pa res z veliko začetnico, predvsem, kot sem rekla, v strokovnih krogih, v prostovoljstvu, humanitarnosti in pa predvsem o delu z ljudmi, ne profesionalno plačanem, ampak drugačnem, srčnem, širino, z nekim drugačnim pristopom. A veste, res me skrbi, kaj se bo slišalo po občini, ko se bo to zgodilo, če se bo. Zato apeliram, da glasujemo o posameznih predlogih posamično, kajti meni je žal, da bi morala reči proti za vse, ker so vmes tudi dobri predlogi. Vendar širina, ki ste jo letos sprejeli na kviazu, mi je pa res pod velikim vprašanjem. In poglejte si mogoče podelitve na drugih občinah, po drugih občinah, takih stvari, da bi občinski svetniki in pa predstavniki komisije sami sebi potrjevali občinska priznanja, to je pa brez primera. Ampak res, poslušajte, vzemite na znanje, glasujmo o posameznih predlogih, res mislim, da tole je pa malo preveč. Hvala. Občinski svet ima komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je pretresla ogromno predlogov in verjemite, da tudi tisti predlagatelji, ki so predlagali kogarkoli, so pretresali ogromno predlogov in še ogromno jih je, ki si zaslužijo, ampak po tem, kar so
dejansko pretresali oziroma pregledali na komisiji za mandatno vprašanje volitve in imenovanje, je predlog jasen in zato dajem besedo gospe Ivanki Učakar. Izvolite. Jaz sem dala še repliko, oprostite. Vas ni noben imenoval, gospa Karla. Ivanka. Hvala za besedo. Povedala bom takole. Kot vsako leto je komisija prejela predloge, jih pretehtala, premislila, še enkrat pretehtala. Zavedali smo se nasprotja interesov, zato smo bili zelo previdni tudi pri tem, da smo postopek peljali pravilno, da se tisti, ki so bili, bom rekla, vpleteni, oziroma bi lahko prišlo do navzkrižja interesov, da se niso niti v razpravo vključevali, niti niso glasovali, oziroma so v tem delu postopka bili izločeni. Razmislili smo, pretehtali smo, podelili smo v dobri veri, zavedamo se, da smo samo ljudje, da je presoja vedno subjektivna, ker so tudi nominiranci zelo različni in nimamo nekih športnih meril, koliko točk ali kakšen čas, ampak smo v celoti pogledali delo enega, drugega, tretjega in menimo, da so že, sporočilo je tako, že to, da te nekdo nominira, je veliko, da si predlagan tudi. In menimo, da je lep zbor primeren, dali smo ga vam v razpravo. Menim, da glasujemo tako, kot je zastavljeno, da je en sklep in da glasujemo v paketu. Hvala lepa. Hvala. Če kdo bo prvi Jože Korošec, ki sem ga prej izpustil, pa odpiram pod še kdo razprava. Še kdo? Jože Korošec, izvolite. Ja, hvala lepa za besedo, gospod župan. Na komisiji, se pravi na KVIAZ-u, je bilo kar precej debate. No, in moram reči, da se bo lahko tudi eden izmed glasnejših tam, ampak jaz mislim, da kar smo se na komisiji zmenili, kar smo na komisiji nekako odglasovali, kar smo se v veliki večini strinjali, pretrehtali predloge in bom rekel, kot sem že prej omenil, komisija je sestavljena, bom rekel, tudi s ljudi, ki so modri in na koncu mislim, da smo izoblikovali nek predlog, seveda, verjetno ni vsakemu čisto vsak povori, ampak nek predlog bom rekel, sorazmerno usklajeno. No? Tako da jaz mislim, včasih je bila tale točka to velika ne samo formalnost in sprejetje sklepa o podelitvi priznanj, danes vidim, da bo to malo težko, da imamo pač posamično, ampak jaz upam, da moj predlog je, da se glasuje celoti, koliko se je nekdaj glasovalo v vseh preteklih letih in vseh preteklih občinskih svetih. Je res, da seveda predlogov je bilo veliko, od različnih predlogov, tudi to se nisem strinjal, pač eni si dala preveč predlogov tokrat, pa smo potem nekaj to uklestili, tako da na koncu so to ljudje, ki so spoštovani vredni in danes govoriti o teh imenih se meni zdi čisto. No, jaz mislim, če komisija pretlesta, smo imeli kar nekaj ur to sejo in pa predlagala občinskemu svetu, jaz mislim, da tudi so tudi predstavniki stranki potem svoje svetnike nekako obvestajo o samem poteku KVIAZ-a in mislim, da danes ne bi smeli biti težav, da bomo ta komplicirala, je primerana, ni primerana, ampak zadeva, če smo pač odločili, tako mora biti potrditi in ne gre na občinski svet, se pravi potrditev. Hvala. Hvala. Besedo ima Žan. Vsekakor, prej ste župan demantiral, oziroma nisem jaz nikoli rekel, da se politiki ne zaslužijo priznanja, sigurno pa ne, da si ga skoraj sami sebi podelijo v tekočem mandatu. Ja, za preteklo delo, ne pa za aktualnosti. Kar se pa tiče pometanja pred svojim pragom, pa seveda ne vem, kdo se najbolj ubrega v preteklosti, jaz absolutno ne. Jaz govorim samo o odgovornosti, ki so mi jo naložile volilke in volilci in jaz to odgovornost v opoziciji prevzamem. Morda pa kakšni, ki ste v koaliciji, ne upate glasovati drugače. Hvala. Hvala. Besedo ima Matija Siter Močnik. Ja, hvala lepa za besedo. Zdaj podobno, kot je že Jože rekel, na KVIAZ-u je bila upravljena kar zelo obširna debata.
o vseh predlaganih kandidatih. Tudi mene na začetku malo zmotilo mogoče dejstvo, da bi se priznanje podelilo ljudem, ki so še vedno aktivni, ne nazadnje tudi v sami občinski politiki, vendar na drugi strani smo se potem nekako osredotočili na sama dejanja, kaj so ti ljudje dejansko že naredili za okolico in ne toliko na stvar, da so aktivni bodisi politiki in pa nismo šteli niti na njihovih nekih političnih dosežkov, zato mislim, da smo se pa kar enotno odločili, podpremo tudi naše svetniške kolege in izoblikovali smo, mislim, da eno dobro listo izmed vseh nabranih predlogov. Mislim, da smo nabrali dobre predloge, ki so bili ne nazadnje tudi, mislim, da soglasno potrjeni na KVIAZ-u. Vedno pa pač so ta priznanja stvar subjektivnosti, vsak nekoga vidi drugače, nekateri poznajo nekoga bolj, nekateri manj, nekaterim se neka dejanja bolj dopadajo, nekateri manj. Vse je stvar debate, ne nazadnje pa zato tudi KVIAZ sestavljen praktično iz predstavnikov 7 različnih političnih strank, da bi se zajeli čim več teh simpatij ali pa čim več različnih pogledov na določene stvari. Toliko z moje strani. Hvala, besedo ima Igor Žavbi. Hvala lepa. Še enkrat bom povedal. Govorim izključno v svojem imenu in izražam svoje mnenje. In se mi zdi, da sem zato v občinskem svetu, da v razpravi izrazim svoje mnenje in da glasujem po svoji vesti. In vedno poskušal še koga prepričati v to, da bo ravnal tako kot jaz. In ne glede na to, kaj je KVIAZ sprejel, in ne glede na to, kaj sprejme ne vem kdo, bom jaz še vedno glasoval po svoji vesti. In moja vest mi pravi, da si vsaj 2 tega priznanja iz razlogov, ki sem jih že navedel, ne zaslužita. Zato še enkrat predlagam, župan, da date ločeno na glasovanje priznanja, da mi ne bo treba glasovati proti priznanjem za ljudi, katerim mi bo hudo reči ne. Besedo ima Karla Urh. Ja, no, jaz se moram še enkrat čisto na kratko oglasiti, ker prej nisem pač dobila besede. A veste, KVIAZ je komisija, ki pripravi predloge. Občinski svet pa je najvišji organ, ki pa to potem potrdi ali ne. In ima tudi možnost glasovati posamično in ne v paketu, ker je občinski svet nad KVIAZ-om. Ni dolgo nazaj, ko je rekel gospod Smolnikar, zakaj pa je, pa vse ni potreben KVIAZ. Ja je, KVIAZ pripravi, občinski svet je pa najvišji organ, ki pa to lahko po svoje oblikuje. In ne bo prvič, če bomo glasovali o posameznih predlogih. Ne bo prvič. Vam jaz povem, če nekateri imate kratek spomin, ampak jaz se še dobro spomnim, da smo tudi posamične obravnavali. In res, kakšno sporočilo bomo poslali občanom. Meni je to v bistvu tisto, kar mi je neprijetno. No. Hvala lepa. Besedo ima Aleksander Uršič. Ja, hvala za besedo. Na komisiji nismo enotno se odločali o vseh predlogih. Ne. Vsakemu predlogu smo posebej glasovali, se pravi, in kar se tiče, pa ne bom danes nič poimensko se dotikal, ker sem želel res, da te stvari na komisiji toliko daleč pripeljemo, da bi se ognili temu, kar je bilo danes, ker sem že na komisiji povedal, kaj bo danes tukaj. In hočem samo to poudariti, da ni bilo enotno in da mi, oziroma jaz kot v komisiji in tudi v imenu Liste Sandija Uršiča nisem nikoli spremenil svojih oziroma naših pogledov na vse skupaj. In vzdržani bomo pa zato, ker ne želimo glasovati proti dobrim predlogom. To pomeni to. Mislim pa, da smo odgovorni, ker smo 3 danes tukaj na seji prisotni, eden, ki je pa že prej vedel, da ga ne bo, se pa opravičil. Zdaj, ali je bolj elegantno povedati svoje mnenje, stališče ali manjkati, je pa druga stvar. Hvala. Hvala, besedo ima Alenka Jelšnik.
Hvala za besedo. Jaz bi tukaj samo povzela, mislim, da tako kot je bilo že rečeno, kot občinski svetniki lahko povemo svoje mnenje in mislim, da v tej razpravi ni nihče ni želel niti nesramen, da pa, kot je bilo videti tudi iz razprave, da je bil že na samem kvizu potekala kar precej očitno burna razprava glede tega. Tudi ne drži, kot je rekel kot ste rekli, gospod župan, a zdaj pa politiki ne smejo kandidirati. Ne gre se za to, da politiki ne smejo kandidirati, gre se za to, kdaj kandidirajo. In jaz osebno, to je kot verjetno veste, je to moje osebno mnenje, jaz mislim, da čas, ko si aktivno še v politiki, ni čas. Bo drugo leto, marec, pa kot sem rekla, za kakšnega jaz sama osebno napišem predlog in zdi se mi res zelo sporno tukaj in zdaj in na tak način. Škoda, hvala. Hvala. Zdaj preden zaključim besedo, bi dal še enkrat besedo predlagateljici, torej predsednici Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje. Izvolite, gospa Ivanka. Hvala lepa. Morda se bom ponavljala, ampak so že nekateri pred mano povedali. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je sestavljena iz 7 članov, ki so, če najprej politično pogledamo, iz različnih svetniških skupin. Vsi so pa Kamničani, vsi so ljudje, ki se spoznajo na različna področja. Ker sem jaz predsednica komisije, smo vedno prejemali predloge, ki jih je bilo vedno več, kot je bilo možno podeliti glede na pravilnik priznanj. Vedno je bila razprava, ne bom rekla burna, ampak temeljita, odkrita, vsak je lahko izrazil svoje mnenje. Tudi letos na tak način, vedno smo iskali nek skupen imenovalec, tudi letos. Res je, da smo glasovali posamično, seveda smo prejeli posamične predloge in seveda smo pripravili potem tako kot predlog sklepa v paketu, ker se nam zdi naše delo odgovorno, ker smo ga opravili na način, da smo izmenjali mnenja, da se na določenih stvarih seveda nismo strinjali, ampak ko smo glasovali, ni bilo soglasno, je bila pa večina. In tisti, ki so dobili večino, tiste smo pripravili. Iz utemeljitev lahko razberete, da so za Kamnik, za dobro Kamničanov naredili veliko in zato menim, da je prav, da glasujemo v paketu oziroma skupaj, da se podeli naziv častne občanke in častnega občana, 2 zlati, 2 srebrni, 3 bronasta priznanja občine Kamnik, imena sem pa tudi že na začetku prebrala. Hvala lepa. Hvala. Zaključujem razpravo. Glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik sprejme sklep o podelitvi priznanja občine Kamnik 2022. Glasujemo. Proceduralno. Proceduralni predlog imam, gospod župan. Proceduralno, izvolite. Sem zaključili? Ne, proceduralni predlog imam. V razpravi je bilo večkrat izražena želja, da se ločeno glasuje o priznanjih in prosim, da date to na glasovanje. Moj drug predlog pa je, da gospod Smolnikar ali pa gospod Papaš vzameta 10 minut odmora, zahtevata 10 minut odmora in umakneta svoje soglasje, pa gremo potem lahko mirno v paketu naprej. Drugače pa moj proceduralni predlog, da se glasuje ločeno in prosim, da ga daste na glasovanje. Hvala lepa. Odrejam 10 minut pauze. Dobro, 10 minut je minilo. Predlagam, da nadaljujemo z 22. sejo in na začetku ugotovimo sklepčnost, torej ugotavljamo sklepčnost, ko zaslišite svoje ime, prosim, če poveste, da ste prisotni ali ne. Torej, magister Urban Bergant. Prisoten. Natalija Berlec. Prisotna. Karmen Dergan. Prisotna. Anton Iskra. Prisoten. Alenka Jevšnik. Prisotna. Jože Korošec. Prisoten.
Dr. Jernej Markelj, Prisoten. Nives Matjan, Prisotna. Magister Šim Somojanovič, ni. Duško Papež, Prisoten. Božo Pilej, Prisoten. Ančko Podbevšek, Prisotna. Bogdan Pogačar, Prisoten. Žan Potočnik, Prisoten. Robi Prosen, Prisoten. dr. Janez Rifel, Prisoten. Edis Rujevič, ni. Matija Siter Močnik, Ja, prisoten. Cvetka Slapnik, Anton Tone Smolnikar, Ja, prisoten. Francis Tuk, Prisoten. Marko Šarc, Prisoten. Mojca Škraba, Prisotna. Ivanka Očakar, Prisotna. Karla Urh, Prisotna. Aleksandar Uršič, Prisoten. Žaklina Zdravkovič, Prisotna. Grega Zorman, Prisoten. Igor Žavbi. Prisoten. Dobro, torej nadaljujemo s sejo. Po zaključeni razpravi je bil podan proceduralni predlog, oziroma je bila želja po proceduralnem predlogu, torej po proceduralnem. Izvolite, gospod Žavbi, povejte proceduralno. Hvala lepa. Kot sem že povedal pred prekinitvijo seje, predlagam, da glasuje občinski svet o predlaganem sklepu, glasuje ločeno za vsako priznanje posebej, se pravi, opravi glasovanje za vsako priznanje posebej in predlagam, da občinski svet o mojem predlogu glasuje. Hvala. Zdaj, glede te procedure predlagam Kristino Zabavnik, da obrazloži proceduralni predlog, ali je sprejemljiv oziroma kako je sprejemljiv. Izvolite, Kristina. Hvala za besedo, župan. Zdaj stvar je taka, Komisija za mandatna vprašanja je sprejela zaključek in v tem zaključku je predlagala, da se občinskemu svetu poda predlog sklepa o podelitvi priznanj v letu 2022, ki ga imate pred seboj, in da se podeli v paketu. Ta predlog je podala Komisija za mandatna vprašanja in o tem sklepu v paketu je treba glasovati. Zdaj, če bo občinski svet ta sklep zavrnil, ni nobene težave, gre pač ta zadeva nazaj na komisijo, pa naj pol komisija odloča, ali bo dala to posebej. Samo komisija kot predlagatelj po odloku o podelitvi priznanj je podala predlog, da se glasuje v paketu. In ne moramo zdaj glasovati o vsakem posebej, ker nimamo predlagatelja za ta sklep o vsakem posebej. Stvar je ta. In če pa pač želite v vsakem posebej, bi pa mogel drug predlagatelj, tako kot v primeru, če bi dobili, zdaj bom sam karikirala, no, lahko bi dobili dva odloka z podobno vsebino oziroma za isto zadevo v obravnavo in najprej bomo obravnavali tistega, ki ga bomo dobili prvo. In to določa 105. člen Poslovnika občinskega sveta. Tisto, kar pride drugo, se obravnava šele na naslednji seji. In tlele gre za isto zadevo. Komisija je prva podala predlog, da se o sklepu o podelitvi priznanj glasuje v paketu. Če ta ne bo sprejet, lahko potem se poda drug predlog. Ne moramo se pa zdaj odločati posebej, ker tega predloga sploh nimamo na mizi. Dobro, jaz mislim, da je Kristina jasna in glasujemo o predlaganem sklepu. Izvolite, proceduralno. V skladu s 50. členom Poslovnika občinskega sveta občine Kamnik predlagam, da o tem sklepu glasujemo tajno. Glede tajnega glasovanja mora biti res razlogi utemeljeni, tako da, Kristina, prosim še za to obrazložitev, kdaj je tajno glasovanje potrebno in kdaj ne. Če bo predlog izglasovan, bo najbrž treba, če ne bo izglasovan, najbrž ne. Kristina, povejte, vi ste strokovnjak za poslovanje. Hvala za besedo. Občinski svet je na začetku že sprejel, da bo vsa glasovanja izvedel
javno s poimenskim izrikanjem. Torej, zaključujem Prav, razpravo. kršimo 50. člen poslovnika občinskega sveta občine Kamnik. Gospod župan, niti mojih proceduralnih predlogov ne dajete na glasovanje, ne upoštevate, niti ne moramo tajno glasovati. Ne. Kje smo zdaj? V kakšni vladavini? Gospod Žavbi, Kristina je razložila, Kristina je tolmačka za poslovnik občinskega sveta in mislim, da je bilo zelo jasno. Če ta predlog ne bo izglasovan, se vrne nazaj na komisijo in komisija predlaga drugačen predlog. Zaključujem razpravo, glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik sprejme sklep o podelitvi priznanja občine Kamnik v letu 2022. A lahko še jaz preberem 50. člen, prosim? O predlogu za tajno glasovanje, ki ga lahko poda župan ali vsak svetnik, odloči svet pred odločanjem o posamezni zadevi brez razprave. A je treba še razlago zraven? Mislim, da ni potrebno. Kristina, prosim še za vaše mnenje. Moje mnenje je, da je občinski svet na začetku seje sprejel odstopanja od poslovnika in to je eno od odstopanj, gospod Žavbi, da se glasuje javno s poimenskim izrekanjem. In tako se danes glasuje, tako da prosim, da zaključimo razpravo in glasujemo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik sprejme sklep o podelitvi priznanj občini Kamnik v letu 2022. Glasujemo. Magister Urban Bregant. Za. Natalija Berlec. Za. Karmen Dergan. Zdržana. Anton Iskra. Za. Alenka Jevšnik. Proti. Jože Korošec. Za. Dr. Jernej Markelj. Za. Nives Matjan. Za. Duško Papež. Božidar Pilej. Hančka Podbevšek. Hančka Podbevšek. Proti. Bogdan Pogačar. Za. Žan Potočnik. Proti. Robert Prosen. Vzdržan. Dr. Janez Rifel. Za. Edi Srujevič. Matija Siter Močnik. Za. Cvetka Slapnik. Za. Anton Tone Smolnikar. Francis Pruk. Za. Marko Šarec. Proti. Mojca Škraba. Za. Ivanka Učakar. Za. Karla Urh. Proti. Aleksandar Uršič. Vzdržan. Žaklina Zdravkovič. Žaklina Zdravkovič. Grega Zorman. Za. Igor Žavbi. Proti. Za je glasovalo 14 svetnic in svetnikov, proti 6. Ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena.